Pozdravljeni v Sensinem podcastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla, nocojšnja gosta 5. podcasta pa je Barbara Čeferin. Z njo se bova posvetili umetniški fotografiji, njeni privatni galeriji fotografija, ampak tudi o tem, kako ostati pristna, naravna, skromna, skratka, normalen, čuteč človek ob tem, da celo življenje spremlja svojega uspešnega in vplivnega moža Aleksandra Čeferina. In najprej naj jo predstavim. Barbara je bila fotografinja na Mladini v začetku 90. let, takrat sva se midve tudi srečali in bili skupni sodelavki. Zatem je delala kot urednica na Jani. Leta 2003 pa je ustanovila svojo privatno zasebno galerijo fotografija, s katero se je posvetila prav umetniški fotografiji. Tako da je v zgodnjem času sama bila na drugi strani fotoaparata, to se pravi delala je reportažne fotografije, portretne fotografije, zatem tudi gledališke fotografije, njene fotografije iz 10-dnevne vojne so tudi v knjigi, ki jo je leta 1991 izdala Mladina 10 dni vojne za Slovenijo. No, kakorkoli se pa v glavnino svojega časa ustvarjalnega posvetila pač temu programu v galeriji, promocije slovenskih fotografov, predstavljanju tujih fotografov v Sloveniji. Ampak za uvod najprej o tisti skromnosti, o kateri sem te spraševala. Skratka, garantiram, ker jo poznam toliko časa, da je Barbara res ostala taka, kot sem jo jaz poznala pred 30 leti. In vemo, da je to redko, čeprav poznam tudi mnogo drugih takih ljudi, ki so ostali pač to, kar so, ne glede na vse, kar jih je obkrožalo, recimo ne glede na bogastvo, ne glede na vpliv in slavo, ostali pač taki, kot so. To se meni zdi eden od večjih dosežkov. In me res zanima, kako, skratka, kaj so tiste vrednote, vodila, ki hranijo človeka, da ga ne pač odpihne, ne? Mnoge res odpihne, recimo moč, vpliv, položaj, ko zasedajo položaj, mnogo ljudi se spremeni. Se pravi, to res še enkrat ne sprašujem zaradi laskanja, ampak zato, ker je to res ena od najbolj problematičnih stvari, kjer smo, se mi zdi, ker vsi nekako nas lahko odnese. No? Se pravi, kaj in kako, da človeka ne odnese, da ostane na tistih temeljnih svojih vrednot, na katerih je pač zrastel, ne. Ja, v bistvu, ko so se o tem pogovarjali tako malo za ogrevanje, sem pol jaz tudi o tem malo bolj razmišljala, kako to razložiti, ne vem, kako jaz delujem, karkoli. Pa sem prišla do tega, da v bistvu dve stvari se mi zdita mogoče najbolj pomembni. In to je, da prva je recimo ta svoboda, ne? Se pravi, da meni je svoboda najvišja vrednota v vseh pogledih. Svoboda do mene same, od ljudi okrog mene, do tega v življenju, da lahko delam, mislim, to se zdaj tako sliši, da lahko delam, kar hočem, ne. Ni to tako lahko, ne. Pa tudi vedno ne moreš čisto delati, kar hočeš, ampak v tistem nekem rdeči niti. Drugače pa mogoče to, da jaz načeloma sem bila vedno zadovoljna s svojim življenjem. Mislim, meni je bilo fino, ker sem bila majhna,
pa sem se na Kodelevu v Slovanu igrala, ne, ali pa tam na našem dvorišču, ali pa pol kasneje, tudi ko mi ni bilo lih fajn. Se mi zdi, da sem tako, vem, da sem bila v sebi, sem verjela, da bo vse ok enkrat, ne. Nekako, tudi ko sem imela probleme v življenju, ne, pa ki ni lahko, ne, ampak nekako mogoče ta optimizem, da ena tako upora, ne. Bi lahko temu rekli, recimo, notranje zadovoljstvo. Veš, mogoče da to, vidiš tisto kozarec na pol poln, ne pa na pol prazen, da je to vizura sveta, ki je konstruktivna, ki išče pač tiste vzvode, ki te polnejo, ni pa usmerjena v tisto, kar nas teži, boli in tako naprej. Ja, in pa se je z leti tudi zelo pokazali z novimi priložnostmi z Aleksandrovim položajem, da je v bistvu to zelo veliko, mislim, meni to res največ pomeni, da te ne more nihče v bistvu kupiti, ne, ali pa ne vem, da nisi tudi sam v sebi, ne gre toliko za tudi to, da nisi ti odvisen od nečesa, česarkoli, ne, v življenju. Mogoče mi takrat, ko mislimo mislimo tako bolj na materialne stvari, ampak ne gre samo za materialne, ne. Vse, kar te veže, te omejuje, ne, te na nek način ti krati tvojo svobodo in to je meni pač najbolj pomemben, ta občutek svobode, ne. In če se trenutno navežeš na neke stvari v življenju, položaje, ne vem, karkoli, kar je minljivo, pol trpiš, ko tega ni več, ne vem, pač nekako je najdeti treba sidro nekje drugje, ne. Tako da meni družina zelo veliko pomeni in če tega ne bi imela, potem najverjetneje ne bi bila tako. Mislim, da bi bila zelo nesrečna, ne bi bila tako, pač najverjetneje bi me z leti pol optimizem mogoče minil, ne, ali karkoli, če mi ne bi to, tako da tukaj zelo počutim, sem vesela, da je to tako se je speljalo v življenju in to je to, tako da tudi, ko ne vem, ko smo zaradi Aleksandra pač prišli v neke kroge, ki so prej pač nisem poznala. Mi je bilo zanimivo, mislim, v bistvu je fino, ne, ko si tam, ko ne vem, te peljejo z lučmi skozi mesto in ti ni treba nikjer čakati in skratka super, ne, pa priješ pa domov, pa greš, ne vem, v Mercator, v trgovino, pa živiš svoje normalno življenje naprej, ne. Tako da meni se zdi to čisto fino, tako malo vsakega po malem, ne. Ne bi pa sigurno ne bi pa zamenjala neke stalne pozornosti za svoj mir v življenju. No, rekla si, da delati, kar hočem, ne, kot razumem, recimo, če te prav razumem, je v bistvu to nekako slediti svojim sanjam, ne, slediti tistemu, kar notranje žene človeka, ustvariti neke cilje, ki jih imaš neke v svojih notranjih slikah življenja, kam si namenjam, kam želiš priti, ne, in ko sledimo tem svojim notranjim sanjam, so kdaj potrebne tudi žrtve, kdaj so tudi obdobja velikih preizkušenj, ne, ampak ko človek živi to svobodo, da si drzne sanjati svoje sanje, je to, se mi zdi, ta nagrada, ki jo potem prejme, ne, pač izpolnjenost, ne. Ja, sigurno, mislim, jaz zdaj težko za koga drugega govorim, ne, ampak jaz pri sebi, mislim, se ni bilo vedno tako fajna, ne, ker mislim, jaz verjamem v to, da je vse za nekaj dobro, pa vsaka stvar ima dve plati, ne, in tudi tukaj je sicer fino, da ti slediš svojim sanjam, ampak jaz sem tako delovala, da sem najprej skočila velikokrat, pa pol premislila, ne. Tako da, ne, ni bilo glih najlažje, pa tudi z glavo skozi zid sem šla večkrat, tako da, ne, ampak nekako zaenkrat nimam še toliko hudega glavobola. Si varno pristala. Z leti je vseeno me tudi malo pameti srečalo, tako da včasih tudi malo zdaj
stvari bolj strukturirano delam. In tudi po več kot 20 letih zakona z Aleksandrom sem se tudi nekaj naučil, kako pristopati k stvarem. Tako občutek dajete, da ste tako kot družina zelo povezani, ne samo pač vidva z Aleksandrom in 3 hčerke, ki jih imata, vzgajata, ampak tudi širša družina, da ste med sabo zelo nekako povezani ali pa da se družite, da gojite to neko družinsko povezanost. Tak vtis dajete, ampak zanima me za vaju z Aleksandrom, ker je nekako tak tudi vtis nekega harmoničnega, stabilnega, konstruktivnega, podpornega odnosa. Kaj so za tebe neki temelji, na katerih je lahko strukturiran recimo odnos, ki je poln, celovit, harmoničen, podporen? Kaj so tiste vrednote, ki ga hranijo, da je takšen? Ja, točno to, kar si rekla, ne, v bistvu. Ampak je treba delati na tem, ne. Mislim, ena rdeča nit seveda mora biti, ne, ker če ni obema z Aleksandrom tudi ta svoboda veliko pomena, ne. Če bi on mene omejeval v tem, kar si jaz želim, ali pa jaz njega v tem, kar si on, ali pa kam bi želel iti, ali pa kakorkoli, ne, potem najverjetneje to ne bi šlo. Pa tudi, predvsem pa mislim, da je pomembno zaupanje, ne. Tako da se pravi ta odkritost, zaupanje, ki seveda temeljita na tej neki medsebojni naklonjenosti, ljubezni, všečnosti, v kakršnemkoli pogledu že, ne. Tako da tukaj ne gre samo za, se pravi, vizualni, ne, ampak predvsem v tem, kako ti en človek karakterno ustreza. Mislim, midva v bistvu imava zelo buren odnos, ne strinjava se vedno. Ne? To je odlično, to pomeni, da je naraven. Ni zdaj tako, da bi rekli, da je taka, ne v tem pogledu, da se vse strinjamo pa to, ampak glih v tem je ta nek tudi, ne vem, kaj ne rečem, mogoče to bolj drugi znajo povedati, pa razložiti, ampak v smislu tega pa vseeno, kljub temu, da se ne strinjava v, ne vem, mnogih stvareh, mogoče na prvo žogo, ampak na koncu vedno pridejo do tega, da v bistvu oba isto govoriva, ne. Tako, ko se pogovarjajo. Tako da imava iste, ne, poglede in to je pomembno. Verjetno si doživela, da zaradi njega, njegovega recimo vpliva ali pa uspešne advokature, ne, da so prihajali ljudje ali z nekimi računicami ali mogoče poskušali preko tebe pridati blizu njega ali pa njegovo bližino. Skratka, teh malih hijenic in pijavk. Verjetno si marsikaj od tega tudi doživela ali pa še vedno doživljaš. Skratka, kako uspeš detektirati takega, kaj storiš, kako odreagiraš, kako postaviš mejo, skratka, kako se s tem srečuješ, ki je verjetno sestavni del to življenja nekoga, ki je pač na položaju, ne? Da magneti ljudi, ki pač bi od njega karkoli že bi pač, ne? Jaz v bistvu bi rekla, da niti ni tega zdaj toliko bi mi mogoče ti mislila, ne, ampak so ljudje, ki te kaj vprašajo ali pa želijo prek mene prideti, jaz imam pač telefonsko številko objavljeno, tako da ne, ni ovira to. Ampak pa v bistvu glede na zadevo, ki ti jo predstavijo, na ta način potem pač odreagiraš. Če je zadeva, kjer lahko pomagam ali karkoli, potem pač rečem, da to pač tudi naredim, posredujem, pa potem naprej se vidi, ne, bo zadeva se lahko kaj uredila ali ne. Če pa ne, pa pač že takoj na začetku rečem, da se opravičujem, ampak da tega pa jaz pač ne morem
narediti. Ne. In tako je najlažje, ne. Zato ker nič ne skrivam se, ne obljubljam nekaj, kar ne morem. Najlažje, če rečeš, jaz se opravičujem, ampak tega res ne morem. Ne. To ni pravi naslov. Lahko pa, če kaj, ne vem, službenega, dam kontakt pomočnice Aleksandrove, ki te stvari ureja. Ne. To lahko, kaj dosti več pa ne. Si doživela kdaj kakšne, recimo rečemo, oblike kaznovanj, zamer ali pa česarkoli podobnega zaradi nekih stališč, ki jih je recimo Aleksander izrekel, ne? In so bili ljudje jezni na njega in si to ti občutila, ne? Ker je pač dostikrat pač žene, spremljevalke ali obratno nekako so deležne tudi pač tovrstnih negativnosti, ne? Jaz bom tako rekla, ne, v bistvu se ne družim, nimam krogu takih ljudi, ne, ki bi, ne, tako da večinoma se ljudje strinjajo s tem, kar reče in njegovim mišljenjem, ne, tisti, ki pa se ne, pa niso v mojem krogu, tako da... Tako da se na ta način pač ste se zavarovali, ne? Mogoče pa kdaj kaj pride po nekih ovinkih, ki jih niti ne moram povezati, ampak kaj čemo, ne? No, ampak če jih to razveseli, pa... Naprimer, kaj pa glede tvojega uspeha, to še sama vem iz časa, ko sem jaz novinarila, ali ne vem, to je bilo že na Delu in si se lotila zasebne galerije fotografija, ne. Postaviti na noge galerijo z vsem programom, prostori, osebjem, z omrežjem, to je res izjemno delo, ne. In so bili kdaj kakšni taki cinični komentarji, češ, ja, lahko je Barbari, ker ima zaledje, ne, to se pravi bogato družino Čeferinov, medtem ko, saj kot sem jaz spremljala, si se izjemno namučila in res požrtvovalno šla tudi skozi zelo težke preizkušnje, da se je to razvijalo in obstalo, ne. Se pravi, si bila kdaj deležna direktno tudi pač tovrstnih, recimo, omalovaževalnih, češ, da lahko tebi, ker imaš zaledje, ne, da so ti nekako ta tvoj uspeh ali pa sposobnost ali pa karkoli si pač gradila, nekako oporekali, ne. Ja, je bilo tega. Dost, ne. Ampak v bistvu je bilo pa tudi veliko te druge plati, več, ne, te pozitive, ki so prepoznali v tem to, kar sem si želela. Jaz sem imela vizijo, jaz znanja nisem imela, ne. Jaz sem imela vizijo in to neko vztrajnost, željo in ta želja me je peljala, tako kot sem prej rekla, z glavo skozi zid, ne. In naredila sem tudi veliko napak. Vsekakor pa, če gledamo finančno, tak projekt ni možen brez take podpore, kot sem jaz imela v moji družini, in če me Aleksander pri tem tudi moralno in finančno ne bi podpiral, vsekakor to ne bi bilo možno na ta način. Moja ideja je bila, da odprem galerijo, prostor, ki bo namenjen fotografski umetnosti in fotografom, da s svojim programom enkrat pridemo do tega, da bodo lahko fotografi od prodaje svojih del živeli. Ne? Zdaj, tisti, ki vsem tem, kar smo naredili v teh letih, vidi, ne vem, ljudje pač govorijo, galerijo imate, perete denar, ne, potem pač take stvari, ali pa ne, seveda, dolg čas ti je, pa pač pol je tako nekako vezano na to, ne, da pač, če je uspešen mož, pa pol mora imeti žena nekaj, da lahko se s tem... No, to so te omalovaževalne. Tako, ja. Mislim, tega je, ampak jaz na začetku me je mogoče malo presenetilo, ker pač ne razmišljam jaz tako, ampak potem pa vidiš, da je brez veze s takimi ljudmi ukvarjati. Jaz večji problem vidim v tem, da kljub temu, da smo mi
privatna, zasebna galerija z namenom, sem tako ustanovila DOO, zato ker sem pač naivno rekla, da gremo na trg. In če greš na trg, moraš biti DOO, ne neprofitni zavod. Pri nas na umetniškem trgu en velik del je pa v bistvu sestavljen iz teh neprofitnih zavodov, ki dobivajo podporo države, kar je v redu, dobivajo podporo države zato, da delajo program, ki je seveda nekomercialen, ki ga je težko, je pa pomemben za narod. Ampak obenem tudi delujejo na trgu. In se ne branijo, ne prodaje, ne udeležbe na umetniških sejmih in tako. Kar spet ni nič narobe, samo mislim, da bi se morale določene stvari postaviti na pravo mesto in tukaj podpreti v bistvu galerije, ki res želijo vzpostaviti trg in tudi primerno delujejo. Se pravi, tako tudi, da transparentno, da za umetniška dela, ki jih prodajamo, izdajamo certifikate, da se ve točno, kaj imamo in kaj prodamo. Tako da tukaj ne gre samo za neko, ne vem, kako naj to rečem, v bistvu, ampak ta negativni prizvok komerciala, to je takoj komercialna galerija, recimo, kako je zasebna, pa je komercialna, zato ker pač se trudi spodbuditi prodajo umetnin. Tako da ne vem, kako naj to... Mislim, ste klasična galerija, take, kot so že 100 let povsod, samo da so nekde prodajale slike, tvoje pa profilirana v fotografijo. Tako. In pač tudi umetniki seveda od nečesa morajo živeti in če oni vložijo svoj čas in energijo, da ustvarijo neko perfekcijo v svojih zgodbah, je pravično, da so zato tudi pač plačani in... Veš, jaz mislim tako, da v bistvu tako si jaz predstavljam še vedno in verjamem to in mislim, da je tako edino pravilno, da je ta krog... Vsak je člen, ne more galerist izkoriščati umetnike in ne umetniki galerista za svoj showroom, potem pa prodajajo po svoje. Sama država pa mora omogočati sistem, ki bo to kontroliral in omogočal pozitivnim silam, da delujejo in da zadevo razvijajo. Če pa si en del uzurpira te vzvode in pa pač pride do nekih zatikanj. In pri nas, na žalost, je tako. In jaz bom najbolj vesela, sem vedno bila, če sem lahko odvisna samo od sebe. Ne rabim nobene pomoči. Ampak, če pa delujemo v splošno dobro in mi delujemo v splošno dobro s svojim programom tudi, ki ni samo zgolj prodaja. Ampak so tudi razstave. Fotografe oziroma umetnike, tudi, to je zdaj ločeno, so fotografi, niso umetniki, ki uporabljajo fotografijo. Tako v slovenščini to pač tako malo. V tujini pač vsem rečejo artists, pri nas pa malo to včasih hoče ločiti, eni včasih pa sami fotografi rečejo bolj zaradi enega tatka. Ampak Petra, samo par korakov nazaj, zdaj sva pri umetniški fotografiji, A par korakov nazaj v fotografijo kot tako vsi fotografiramo in tega je vsak od nas proizvede na tisoče fotografij na leto, No, ampak ti si začela kot reporter na Mladini z reportažnimi in portretnimi in drugačnimi fotografijami. Se pravi, to je recimo neka prva stopnja tega angažmaja v redno fotografijo. Kaj naredi portret dober? Veš kaj, portretov pa nisem kaj dosti delala, meni se pa zdi to zelo težko.
Res? Mislim, seveda sem jih za časopis pa revijo, ko pač moraš delati vse. A ne? Ampak osebno vidim v portretje, tukaj pride do ene interakcije med portretirancem in fotografom. Mislim, mora prideti do neke. In jaz mislim, da dober portret je tisti, kjer se kaže, kjer se vidi, da je, mislim, nek izraz portretiranca v smislu notranjega razpoloženja, kakšnokoli že to je. Ne? Ampak pri fotografih, ki portretirajo, se mi zdi, da so uspešni tisti, ki uspejo ujeti karakter te osebe. Ne? Se pravi, kjer dejansko ta energija izžareva, ker dejansko gre meni enkrat, ne vem točno, koga sem šla fotografirati, ampak Tone Stojko, ki je bil takrat moj šef na Mladini, ne. Pa sem rekel, sem tole pa tako mi je neroden, pa tako, ne vem, pa ti portreti, pa vsi bi radi čim prej, da končaš, pa tako, ne. Pa rekel, to je, a veš, to gre od tako kamera, ne, se pravi, to gre energija od tebe skozi fotoaparat do njega in nazaj, a ne. In ti se sam sprost in uživi v tem, kar delaš, ne. In to sem si zapomnila, ne, ker dejansko, če si ti nervozen, potem je najverjetneje tudi ta, ki ga boš portretiral, nervozen, ker to, ne. Ampak recimo moje izkušnje za fotografij, ne, pa sem jih imela veliko priliko srečati, spoznati, je razlika v tem, na kakšen način se oni uspejo približati, ne? Ker na drugi strani imajo ljudi, ki niso modeli, to se pravi, to ne počnejo vsak dan, to sploh ne počnejo. In zdaj redki so naravni talenti, ne, da se sprostijo, drugače večina si predstavljam, da so precej leseni in pač tako mala polena. In jih rabiš sprostiti, ne, in zdaj ta čut, kako se približati, kako sprostiti človeka, da ga pa sploh lahko začneš slikati. Najprej moraš biti sam sproščen, ne. Najprej moraš biti sam sproščen in suveren, pa vedeti moraš, kaj delaš, ne. Potem pa tako kot potem pa tudi praksa naredi svoje, ne. Saj v bistvu več, kot tega narediš, bolj spontano tudi grejo stvari, ne. Pa različno, eni imajo do zadnje črtice jaz sem bolj spontane narave, ne, tako da eni pač si prej vse narišejo, pa točno kako bo pa kaj, ne, pa jim tudi gre dobro, eni so pa mogoče bolj prepustijo toku, ne. Kaj pa reportažna fotografija, recimo, kaj je tisto, kar je presežek pri reportažni fotografiji? Veš kaj, reportaža je zelo veliko enega dela je zadaj, ne, ki se potem na žalost vedno manj vidi, ker zdaj časopisi so v vedno slabšem položaju, internetni mediji sicer objavljajo knjige, se tudi še tiskajo, ne, ampak ni pa več to obdobje revije, Life in tako naprej, ne, ko so bila zlato obdobje fotoreporterstva, kjer so se zgodbe govorile skozi fotografije pretežno, ne. Tako da najprej je več faz je, bi jaz rekla. Najprej je ta, da greš na teren in moraš to zgodbo zabeležiti s fotoaparatom. Se pravi, novinar, pisec lahko v bistvu nekako z nekimi podatki, ki jih dobi, pa če dober, pa si zamisli, pa tako pa napiše, tudi če ni slučajno tam, čeprav je dobro, da je na samem kraju dogajanja. Za fotografa ali pa snemalca pa to seveda normalno sploh ne pride v poštev. Se pravi, prva je ta zadeva, da moraš biti na terenu, ne glede na vse, kaj se tebi dogaja, kakšno vreme je, kakšni so pogoji, karkoli pač to moraš narediti. Potem je pa zelo pomembno tudi to, da znaš na prostor, ki ti je dan, ali pa tvoji reportaži,
izbrati fotografije. Editiranje je nekaj zelo pomembnega. Ne? Tako da jaz mislim, da kljub temu, da je analogna fotografija stvar preteklosti, da na začetku bi bilo zelo dobro in je zelo fino za vajo, če fotografi analogno fotografirajo, ker imajo film z 36 posnetki. Ne? Na kartici jih imaš pa ne vem koliko. Ne? In tukaj je ta neka, jaz mislim, tukaj je treba zdaj vedeti tudi to, da mislim, da ni fino, če se cenzuriraš med tem, kaj delaš. Ne? To je škoda. Vsekakor pa moraš nekako racionalno stvari peljati. Ne? In pri tej digitalni fotografiji se včasih delajo celi filmi, pa se pač ena sekvenca vzame. Ne? Mislim, film v smislu nekega snemanja, ne? Ni to zdaj posamezni posnetek. In potem se pač vzame najboljšo sekvenco, mislim, pač posnetek en. Ne? Tako da jaz nisem pristaš tega. No? In pred leti, to sem že neparkrat mogoče tudi povedala, da me je presenetilo, ko je nekdo, ki je dobil eno nagrado za neko fotografijo časopisno, rekel, da je naredil 500 posnetkov. Ne? Mislim, jaz ta podatek ne bi sploh povedala. Ne? Se mi zdi to, da je zničil ta posnetek. Ne? Je seveda. Tega lovcev na trenutek. Ja, slučajno ulovljen. Ampak kaj je tisto, Barbara, kar je presežek med reportažno fotografijo, tako kot jo vidimo v kjerikoli reviji, in med tisto, ki ji rečemo, da je umetniška? Skratka, kaj je? Veš, tale umetniška v slovenščini je mogoče tako, ne znamo si čisto dobro razdeliti. Mislim, umetniška fotoreportaža, to mi ne gre skup. A veš? Lahko recimo na primeru, da bi lažje razložila. Ko je fotograf na terenu in dela reportažo, lahko naredi zelo zanimive fotografije, ki so dokumenti tistega dogodka ali pa dogajanja. Potem so pa fotografi, recimo tako kot je Sluban in Kavdelka, naprimer, ki grejo na nek teren, delajo v bistvu reportažne fotke, dokumentarne. Tukaj imaš razliko med fotožurnalizem pa dokumentarna fotografija. Terminsko, ne? Terminsko. Ampak razlika je pa v času, ki ga porabiš za eno ali pa za drugo. Ne? Ponavadi je tako, da so fotoreportaže nekaj, kar pač fotograf gre tja, posname to, kar se tam dogaja v zvezi s to zgodbo in to objavi. Ne? Dokumentarni opus ali pa neka dokumentarna fotografija je pa ponavadi se dela tudi v daljše obdobje. Ne? Večkrat fotograf gre na to neko dogajanje. Ne? Recimo Sluban je potoval z vlakom s Transsibirsko, šel je na vse konce vzhoda, ne? In pač fotografiral v zaporih na različnih koncih sveta. Ne? A veš, in potem posamezne lahko narediš iz tega eno reportažo, pa drugo. Ne? Potem pa, ko pa gledaš širše, pa ko, ne vem, zbiraš stvari za eno knjigo, a veš, je pa tukaj potem pride do te dokumentarnega opusa, ne? Ki je pač, ki pelje zgodbo mal širše, ne? Ali pa tako kot Kavdelka, recimo, ko je imel pač serije Romov in je pač Rome fotografiral po celi Evropi in to skozi zelo dolgo obdobje. Ne? Viš, na tem primeru, recimo, imamo tudi Kerblerja, ne? Kerbler, slovenski, mislim, fotograf, ki je eno zelo
eno pomembno obdobje vzhodnem delu Slovenije fotografiral, ki tega življenja ni več. Ne? In on je to kot tudi neke vrste, da rečem, domačin, ne, tam, zato so ga tudi tako sprejemali in je to beležil. In je to njegov dokumentarni opus, ki pa je lahko tudi, je seveda umetniški. Ne, njegove fotografije so ob boku v galerijah z fotografi, ki druge zvrsti fotografije ustvarjajo. Ne. In tako da z leti je ta tabu, da dokumentarna fotografija ni za v galerije, je padel, ne, že kar nekaj časa nazaj. Tako da je zdaj pa sploh zadnja leta bi rekla, da je kar enakovredno, tudi občinstvo sprejema to. Ne. Niso pa te teme vedno tako lahke, ne. Dokumentarne fotografi, recimo. Ne. Recimo to, kar Nachtwey slika, ne, so to grozo po celem svetu, vse te vojne in grozodejstva. On je priča, to fotografira zato, ker je priča temu, da pač ne bi ljudje pozabili, kaj se je zgodilo, da se ne bi to več ponavljalo, pa se na žalost kot ravno kar z grozo spremljamo, vedno znova dogaja. Ne? Ampak te fotografije so ravno tako deli razstavnih programov mnogih galerij, ne glede na so to privatne ali so to javne. Ne? Omenila si prejle izbor, ne, izbor. Mislim, da je to najtežji, najbolj zahteven del procesa, ker med tisočimi in tisočimi elementi moraš recimo odbrati 10, ki so pa res odlični. Ne. In zdaj eni si pomagajo za distanco, to se pravi, da preteče toliko časa med dogodkom, takrat, ko se nekaj ustvarja, dela, recimo fotografira, in med izborom, da preteče toliko časa, da ni več te čustvene vezanosti v smislu spomina, koliko težko je bilo kakšno fotografijo ali dobiti, ne, ali pa karkoli tega čustvenega spomina, da ni nič tega, da se vidi popolnoma nevtralno material, kot da bi bil od nekoga drugega, ne, da se lažje potem dela ta selekcija. To je predolg časa, po moje. To nobenemu ne rata toliko dolg časa čakati. Ne. To pa drugi delajo posthumno, najverjetneje. Ampak mislim pa, meni se zdi, da je pomembno to, da si že takoj na začetku, še preden greš fotografirati, si moraš reči. Ne glede na to, koliko težko sem prišel do ene fotografije. Če je za nič, je za nič. Je pač je treba stran dati. In sploh ne misliti o njej. Ne. Mislim, če ima človek, če miži, pa ni to v kontekstu posnetka, ne. Mislim, da zgodbe, ki jo hočeš povedati, je pač miži, zamižuje ali pa karkoli naredil in ena roka se je pojavila v kadru, ki se ne bi smela, ne vem, karkoli. Pač to ni v redu fotografija in bolj, da jo strgaš in vržeš stran. Ne? Ker sam sebe omejuje, mislim, škodiš sam sebi, ne, s tem. Tako da moraš biti, zdaj spet je treba nek balans imeti, eno ravnovesje med tem, da nisi prestrog do sebe, ne. Ampak mislim, da to so neke take glavne stvari, na katere pač moraš biti do sebe tudi kritičen. In pol pa tudi tako, zdaj, če delaš za časopis, revijo, ni tega časa, da boš. Je pa res, da obstajajo uredniki fotografije, ne, ki imajo eno pomembno vlogo, ki pač zbirajo ali pa delajo te dokončne izbore za določene objave. Ampak mislim, da vsak fotograf mora vedeti, mora znati editirati svoje delo. Ne? Ker tudi če želiš kot umetniški fotograf, recimo, da tako rečem,
prineseš nekaj, vržeš na mizo nekomu, pošleš po mailu 100 fotk, to ne bo noben gledal, ne. To moraš že prej narediti neko selekcijo oziroma s tem nakazati, kaj želiš povedati, ne. Saj vedno gre za to, ne gre samo za lepe fotke, ne. Mislim, kdaj seveda gre tudi samo za lepo fotko, ne. Ampak to so pač ljubiteljske stvari, ne. Mi govorimo pa tukaj o nekih profesionalnih, kako se pač profesionalci lotijo zadeve. Ampak kako se ti predstaviš v to nevtralno stanje? Recimo, jaz za sebe lahko rečem, da vem, da je to težko. To ni kar tako, ne? Mislim, ne vem, sem bila nekajkrat pred temi preizkušnjami, recimo, ko sem knjigo delala, je bil nek pasos, ko sem delala cel teden na njemu, ker je bilo toliko malih podatkov, ki jih je bilo treba preveriti. In ko sem šla potem kasneje skozi knjigo, sem ta del kar nekako noter puščala. Ja. Dokler ni pretekel toliko nekega časa, recimo mesec, 2, da ko sem šla brati, sem videla, da pač ne paše, da sem imela to moč, da sem naredila delete, ne, pač to so neki notranji procesi, ki so zahtevni. Sigurno, gotovo, ampak potrebujejo en čas, ne, in pri fotoreporterstvu tega časa ni, ne. Če pa dela kasneje fotograf, ki je bil celo življenje fotoreporter, en pregled, retrospektiva bo pa gotovo popolnoma drugače datiral, mislim popolnoma. Ne, bo pa najdel celo določene posnetke, ki v tistem hipu niso bili v prvem planu, pa so zanimivi zaradi neke zgodbe, ne, ki se tako. Kako je pa zdaj, ki je taka demokratizacija medija, da vsi delamo fotke, ne, to se pravi, verjetno tudi naletite na mnogo ljudi, ki naredijo neke tečaje ali pa karkoli takšnega in so že fotografi in že pač ustvarjajo in delajo, da je to tudi neke kriterije malček ošibilo, kaj dobro, kaj ni. Mislim, kriterijev ni ošibilo, ne? Ne pri profesionalcih, ampak pri ljudeh, ne? Jaz bolj mislim, da recimo, če pogledamo dobro stran, dobro plat tega, ne, se mi zdi, da so se ljudje tega vizualnega jezika, recimo, ne, če smo zelo prijazni, so bolj vešči, ne, tudi če slika pač neko svojo jutranjo kavo, pa ne vem, no, mislim, se brez veze sploh, da mogoče to omenjam, ker ni to predmet tega, ne, ampak hočem reči, da opažajo določene pri tem fotografiranju z telefoni, vse neke zakonitosti se naučijo, ne. Kar je spet moteče je to, da pač nikoli ne editirajo, ne, in nikoli ne brišejo. In to je gore in gore tega, kar že tudi ni niti trajnostno, ne, ker to zaseda en velik del prostora v našem planetu. In je celo mogoče skoraj bolj škodljivo, ne vem, kot analogna fotografija s to svojo kemijo, ne. No, ampak da ne preveč zašle. Jaz pač tukaj gledam tako, da je pač treba toliko bolj imeti selekcijo. Nič ni narobe, če zdaj pač vsi ljudje fotografirajo, ne. Je pa treba vse postaviti na svoje mesto. Kaj spada pač na neko dnevno bazo izmenjave med prijatelji, kaj pa pol spada v končni fazi v galerijo, v knjigo, zin, ne vem, revijo. Ne. To vsaka taka ima svoje mesto, ne. Ko si naredila ta korak, da si galerijo odprla, ustanovila, si se na nek način premaknila oziroma spremenila ta fokus od prej, ko si ustvarjala, potem si urednikovala, to se pravi odbirala, bila si ta editor, ta selektor, in potem je prišla galerija, v kateri je pozornost se usmerila na ustvarjalnost drugega, ne. Ja. Se pravi, kako si to kar spustila? Saj vem, da nisi čista, ampak fokus se je pa precej obrnil, ne? Ja, v bistvu sem
nekako se meni, ponavadi fotografi odpirajo razstave, galerije, zato da potem svoje delo kažejo. Ne. Jaz sem pa, to je bila tudi, ne vem, kako naj rečem, ena spontana ideja, da bi odprla galerijo s tem namenom, ki sem prej razložila. In jaz sem v bistvu dala odpoved zato, ker sem hotela biti freelancer. Meni je vlekel na teren in nisem mi dal več se pregovarjati z ljudmi, ki so krojili prostor v reviji, ali pa od katerih je bilo odvisno, ne, vse to delovanje revije, da pač sem si želela ukvarjati se direkt samo s fotografijo. Ne. In zato sem dala odpoved. Ampak potem je zelo hitro prišla ta ideja o galeriji in pa sem se pač z vsem srcem in vsem vrgla v to. In sem pa ves čas fotografirala za gledališče. In to fotografiranje za gledališče mi je bilo ves čas vez z mojim kreativnim stikom, ne? Mislim, kreativnostjo na fotografskem področju. Ne? Tako da to editiranje pa ostalo v smislu izbora, pa dogovarjanja z umetniki, pa za razstave, pa potem kuriranja, tako imenovanega. Ne? Tako da, če pa ne bi bilo tega fotografiranja, zdaj sem že v bistvu kar nekaj let, nazadnje zdaj fotografiram v Anton Podbevšek teatru v Novem mestu. Prej sem pa začela, v različnih gledališčih, najdlje je bilo, mislim, da Slovensko mladinsko gledališče, pa potem nekaj let v Mestnem gledališču, pa zdaj zadnjih, mislim, da že 6 let pa v Aptu v Novem mestu. No. In to je tisto polk, da ti je nahranjena tudi tvoja ustvarjalna. Vse meni je zelo me izpolni tudi gledanje fotografij drugih fotografov. Ne. Pa tudi, hvala Bogu, nimam tega občutka, to itak ne bi šlo, ne, če bi imela ta občutek, da bi nekaj videla, pa bi rekla, kako je dobro naredil, ne, jaz bi to tako, ne. Ker pa ni dobro, da si tle, ne, pa je fajn, da si tam, če hočeš tako delati, ne. Ampak mi je pa fino vsakič znova, ko pa delam to gledališko fotografijo, pa sem jaz tisti, ki pač, ne, in pol ponavadi, zdaj, ki je to vse digitalno, ne, včasih si filme pač gledal, zdaj pa daš v računalnik, pa pol najprej rečem, odvisno, kdaj imam dober občutek, kdaj imam slab občutek, ne, in pol, ne vem, dam v računalnik, pa najprej, kaj pogledam, rečem, pa ni tako, pa ne, pa prav, Aleksandra, pa si ti nikoli nisi, ne, zadovoljna. Si nikoli, vedno praviš, da ni dobro, pa pol je vedno dobro, ne, tako, ne. Pa pol grem gledati, pa je, ne, pa pol sem večinoma, pač sem zadovoljna. Najbolj je pa fino takrat, ko je tudi naročnik zadovoljen, ne. To je super, ne, ko ti napišejo krasne fotografije, ne, tako. Ker pa si izpolnil v popolnosti to, ne. Obojestransko je, ne. Pač je pa res, da ima vsak malo, da imamo različne poglede in z nekom se ujameš v tem, kaj tvoje kadriranje, tvoj pogled na interpretacijo predstave, ne, ni pa nujno, da bo zdaj vsi, ne, zato to boljš fino je, kadar se pač to poklop. Koliko imaš recimo varovancev, če lahko tako rečemo, pač koliko je teh fotografov, s katerimi ti v galeriji? Ja, v galeriji, ki so neposredno vezani na galerijo, da z njimi redno sodeluješ. Mislim, da jih je na spletni strani, mislim, okrog 30. Ne, to so slovenski in mednarodni. Ne. To je precejšnja. Precej in je to tudi, jaz sem v bistvu na začetku šla v zelo širok seznam. Povabila sem v bistvu k sodelovanju vse fotografe. Tudi prva razstava na Petkovškem nabrežju 47, na koncu je bilo 47 fotografov, ne, izbranih, tako neko naključje na
na hišno številko, ampak povabila sem jih pa čez 60, ne, ampak pač se niso nekako uspeli vsi takrat odzvati v tistem času. Tako da s tem sem tudi hotela pokazati, da je to prostor, ki ga lahko skupaj delamo, ne, oziroma priložnost za pač neko skupno pot. In ima to dobro in slabo stran, ne? Zato ker ta širok nabor je včasih po tem galeriji tudi malo v škodo, ne? Ker učitajo ti, da nisi profiliran, čeprav si profiliran na fotografsko umetnost, ampak znotraj tega, ne? Kažeš pa še različne estetike, zelo različne umetnike, ne? Potem pa je tudi ena zelo pomembna stvar, da ti sam nimaš časa vsem umetnikom, s katerimi delaš, posvetiti enako veliko časa, ne? In to je pa nekaj, kar je zelo pomembno, ker potem ne moreš, seveda tudi lahko, da niso pa zadovoljni, ne? Če pač dan ima samo 24 ur in intenzivno delati z nekom pač potrebuje svoj čas. Ne? Ta del dela je verjetno kar precej zahteven, ne? Ker tukaj ne gre to gre za intenzivne ljudi, ki imajo intenzivne zgodbe ali pa zelo jasne vizije, ki so lahko tudi iz tega trmasti, slabše se prilagajajo nekomu drugemu. Skratka, to so ljudje, ki so precej zahtevni za rokovati z njimi. Ne? Pa jaz bi rekla, da smo na vseh področjih so ljudje taki. Ne? Seveda so umetniki bolj subtilni, bolj so, kako bi rekla, občutljivi, občutljivi, bolj so specifični so, ne? Ker prav zaradi tega svojega te svoje lastnosti, zaradi katere potem tudi so kreativni, ne? In so ustvarjalni in želijo skozi to povedati ene svoje zgodbe. Ne? Ampak pač moraš z nekom se ujameš, z nekom se pa pač ne. Jaz sem si že na začetku rekla, da lahko še taka velika zvezda svetovna me pač ne bom sodelovala z nekom, ki bo imel tako, mislim, recimo temu neke nepotrebne muhe, ne. To samo zaradi tega, ne. To se mi zdi, da samo ovira delovni proces lahko, ne. So kje neke meje, recimo, za katerimi rečeš, tukaj pa ne bi sodelovala? Recimo... Ja, seveda so. So že bile tudi, ne. Vedno več, z leti, z prakso, pride hitreje do tega, ne. To, kar že veš, pa rečeš, pa se ne daš toliko priložnosti, ne. Ampak že vnaprej veš, ker te že prejšnje neke izkušnje so te nekaj naučile, ne. Veš, v katero smer gre zadeva, ne. Tako. In to nič narobe, ne. Sej tudi vsi umetniki se ne želijo z mojo galerijo sodelovati, ne. Mislim, pač jaz pa tudi ne z vsemi. Kje pa največ navezuješ stike, verjetno po sejmih, ne, ker na nekaj sejmih redno sodeluješ. Kje se pletajo tvoje vezi, no, najbolj? Pa zelo različno, ne, v bistvu. Mogoče niti ne toliko na sejmih, ker na sejmih si skoncentriran na to, kaj ti kažeš, ne, in želiš, da to čim več ljudi vidi in da je nek učinek. Po internetu, recimo v Sloveniji tudi s tem, da čisto osebno, da kdo želi pokazati, kaj dela, ne. Jaz vedno rada vidim stvari, ampak že vsakmu naprej povem, ne. Jaz zelo rada vidim, ne morem pa nič obljubiti, ne. Čisto v smislu tega tudi, da tudi mislim, da je prav,
da odgovoriš ljudem, pač, ki ti želijo, ki te pač vprašajo določene stvari. Je pa res, da mislim, morajo pa tudi razumeti, zato moraš na nek tak prijazen način povedati, da pač eni znajo biti užaljeni, a ne, mogoče prvi hip, če rečeš, prostite, ampak to pa ne paše v naš program. Ne, zato probam razložiti, ne. Tako. Je pa res, da nekaj je tisto, da pogledaš na hitro, kaj nekdo dela, pa vidiš, a ti je to v tistem hipu zanimivo, oziroma si želiš to nekaj več iz tega, ali pač ne, ali boš počakal kdaj drugič, ne. Ali pa da bi šel zdaj nekomu prav neke poglobljeno analizo dela, ne. To pa seveda ne morem kar tako, ne. A so opazne kakšne recimo generacijske razlike v smislu, ne vem, da pred 30-40 leti so se neke druge teme obdelovale, kot se danes, ali pa da ima današnja mlajša generacija neke druge pristope, druge vizije. Skratka, kako se kaj to, ta razvoj odčitava? Zelo, ne, v bistvu. To se zelo spreminja, vse tako kot v sodobni umetnosti, ne, na splošno. Tudi tukaj, ne, te estetike se s časom spreminjajo, pa prilagajajo tistemu času, v katerem se izvajajo, ne. Tako da je zanimivo, recimo, ko si zdaj rekla, še zadnji dan je jutri, v bistvu razstava, trenutna razstava v galeriji, sta Boris Gaberščik, nagrajen s Prešernovega sklada, pa med drugim tudi, ne, pa mlada Lucija Rosc, ki je ravnokar magistrirala na akademiji, in se pravi, naša kuratorka Hana Čeferin ju je postavila skupaj, nikoli nista skupaj delala, vsak za sebe, Boris že 40 let, ne, dela analogno, črno-belo, raje v studiu, zelo malo fotografij ima izven studia. Enkrat smo imeli celo njegovo eno razstavo Ordo ab Kao z naslovom, ker je red za njega v studiu, kar je pa zunaj, je pa za njega nered, in so bile fotografije zunaj posnete neostre, ne, namerno. No, se pravi, on je mojster, mislim, uveljavljen umetnik. No, on pravi za sebe, jaz nisem umetnik, jaz sem fotograf, ne. Nekaj takega je tudi Helmut Newton rekel za sebe, ne, prav na to. Eni pa pač zelo si želijo, da se jim reče, da so umetniki, ne. No, ampak to je že druga zgodba. Skratka, on je analogen, črno-belo, z veliko formatno kamero ustvarja v neke zgodbe in soodvisnosti in postavlja predmete, ki jih zbira povsod in hrani doma. In na drugi strani Lucija Rosc, ki je v bistvu mlada, uveljavljajoča se umetnica, ki ravno tako v neke zgodbe postavlja, digitalna barvna fotografija, predmete postavlja v zgodbe, predmete, ki jih večinoma dobi pri svoji babici, oziroma jo nostalgično spominjajo na to obdobje otroštva, preživeto pri babici, in tako vpleta to v svoje zgodbe, ampak se pač igra, ne. Po drugi strani ima pri Borisu so zelo pomembni naslovi fotografij, pri Luciji, ker s tem tudi nakaže, kaj je hotel povedati, in tako, pri Luciji v bistvu ne. Tako dva nek antipoda, mislim, ampak v bistvu pa zelo dobro sta funkcionirata kot skupna predstavitev, in je zanimivo, da so najprej smo jih pokazali lansko leto jesen na Dunaju, in je res bilo še toliko bolj lepo videti ta odziv tuje publike na dva umetnika, ne,
ki pač ne poznajo, oziroma Borisa smo že tudi predstavljali, Lucijo pa sploh ne, pa sta oba imela zelo dober odziv. Ne. In potem se to sreč, tudi ta energija zdaj nadaljuje tudi v domačem okolju in to je tisto, kar v bistvu sem pozabila, kaj sem začela tole vse skupaj razlagati, ampak govorili smo o teh generacijskih razlikah, ki se pač odčitajo tudi v umetnosti. Sem že s tem mojim razlaganjem v bistvu to razložila, ne, da dejansko so velike razlike, ne, ki pa grejo tudi skupaj. Ni zdaj to, da bi bilo samo razhajanja ali pa, se pravi, mlajša generacija ne razume starejše ne razume mlajše. Ne. V enem, mislim, čistko moment tega projekta je tudi zanimiv to, kaj jih Ana povabila, da si vzbereta en skupen predmet in skupaj nekaj ustvarita. Ne. In sta dala eno peno, staro na pol in vsak iz te polovice nekaj naredil. Ne. Tako da v bistvu sta dva ustvarila, vsak za sebe, v svojem stilu, ampak z istim materialom, ne. Nekaj del. Jaz sem slučajno, ko sem šla pred dnevi mimo galerije, sem skočila in sem si pogledala razstavo, tako da sem jo videla, da vem, o čem govoriš. In mogoče ravno zato, ker sta en ob drugem s takimi kontrasti, toliko bolj vidiš tega drugega, ne, ko ker sta sopostavljena, ne, v te svoje različnosti in kontrastnosti, toliko bolj izrazito se vidi specifiko vsakega od njiju. Ne. In tukaj spet pridemo do tega, oba sta krasna umetnika, ne, in tako, ampak tle je potreben kurator. Ne, kurator, ki vidi, ali pa urednik, ne, v časopisu, kjerkoli, ki pa postavi to zgodbo, ne, nekaj novega, nadgradi, recimo tudi. Ne. Kako je še to bi razloži, Barbara, kako je s tem, recimo rečemo, izobraževanjem publike, izobraževanjem odjemalcev, te, ki niso profesionalci, se pravi krogi fotografov in teh, ki pač delate te zgodbe, ampak takih kot smo mi, ki smo zunanji, ki nas to sicer zanima, ampak rabimo tudi pač malček, da nam nekdo nekaj več razloži, ali o razstavi, ali o fotografiji. Ta del edukacije, sploh zdaj v tem času, ko so mediji zelo ošibili v prisotnosti kulture na stranih kjerihkoli medijev, zelo so ošibili. Kako pridete do ljudi, kako vzpostavljaš ta most do ljudi? In s tem, da so informirani, ampak ne samo to, ker rabijo tudi, kot se reče, računalniško updatati svoje znanje. Ne? Vsi rabimo. Pač. Ja. Najprej je pomemben pač interes, ne? Zanimanje za to. In tisti, ki ga ima, nas lahko najde, ne samo pač moja galerija, ampak galerije, ki funkcioniramo na tak prav način, da rečem. In bo vedno, mu bo v vsaki galeriji, mu bojo z veseljem razložili karkoli, seveda, v zvezi z temo, ki ga zanima in umetniki, ki jih predstavljajo. Ne. Jaz sem se kar nekaj časa poigravala z idejo oziroma že kar resno razmišljala, da bi organizirali ene take seminarje, recimo, kar ni v tujini popolnoma nobena redkost, ne. Prav tako, za nekoga, ki si želi biti zbiratelj ali pa ki ga pač zanima, kako pristopiti k temu, na kakšen način, o vsem tem, da bi imeli neke take seminarje, kjer bi to seveda lahko te informacije dobili. Samo pol pač nekako se je tako išlo, da se to ni išlo, ne, da pač tega nismo uspeli na ta način izvesti. Je pa recimo en moment je ta pandemija, ko smo bili vsi zaprti, sprožila to, da so ljudje, ki te stvari zanimale, imeli veliko časa, da so bili doma, da so bili na internetu in tukaj so se orodja tudi za to, tudi za predstavitev galerij zelo izboljšala, ne? In preko tega so nas lahko ljudje
tudi hitreje najdel, kot bi nas fizično. Ne. In to se je tudi poznalo, čist pri nas tudi in pri drugih mojih kolegih, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini, da je bilo tudi glede prodaje in vsega zanimanja, sta bili ti 2 leti v bistvu v redu, ne. Fajn. Ni bilo, je bilo čutiti eno veliko zanimanje za umetnost. Ne. Res je, da so ljudje bili doma, niso šli na počitnice, najverjetneje povezan s tem, da so pač tudi neki denarja imeli potem, ki ga niso porabili za druge stvari, pa so ga potem dali v to, bili so več doma, gledali so, kje živijo, pa so si želeli to potem tudi malo lepše ali pa, ne vem, prenoviti. Ne. Mislim, to so vse momenti, zakaj se to vse skupaj zgodi. Ne. Ampak zdaj to fino, zato ker to zdaj ne more se pozabiti. Ne. Skratka, imajo izkušnjo, kako priti v galerijo in kako odbrati sliko, fotografijo. Vejo, ne, kje poiskati, kako. Je pa res, da seveda moraš imeti čas, priti v galerijo, si ogledati razstavo, se pogovarjati, malo izmenjati mnenja. Ne. Sem pa tudi v organizacijskem odboru Art Vikenda, ki ga je Piera Ravnikar, to je ena platforma evropska, ki je Piera Ravnikar je pač to platformo pripeljala tudi v Ljubljano in bomo konec maja imeli tak vikend, Art Vikend, ki se bo dogodil pač v različnih prostorih, v različnih galerijah, ampak ena taka osrednji dogodek bo v Cukrarni. In to je namenjeno temu že, da temu v bistvu nekako, da javnost, ki jo zanimajo te stvari, izve čim več o tem, ne, spozna tiste, od katerih lahko kaj izve in tako, ne. Novembra smo naredili en tak preddogodek, imeli smo poleg okrogle mize, na kateri je bilo nekaj tudi čist mednarodnih, tudi strokovnjakov na tem področju in tema je bila zelo zanimiva. Pred tem smo pa organizirali take hitre zmenke, tako rekoč, mislim, da nas je bilo 6-7 strokovnjakov z različnih vej tega področja in ljudje so se pač prijavili in potem so se na 15 minut menjavali. Ne, in vsak je lahko vprašal, kar ga je zanimalo, ne, in potem si se tako To se je bilo v Cukrarni. To je bilo v Cukrarni, ne. Novembra, ne. To je bilo novembra in to je bil en tak preddogodek, smo rekli, temu dogodku Art Weekend, ki se bo dogodil konec maja. In to je zdaj v bistvu, vesela sem, da se to začelo odvijati, ker to ustvarja tudi bazo potem, na kateri se lahko vse te stvari, ki so zdaj anomalije, tudi počasi začnejo urejati, ne. In upam, da bo tudi država enkrat spoznala, kar sicer enkrat že je, ne, bilo, da recimo nakup umetniških del bil davčna olajšava. To zelo pripomore k temu, ne. In tukaj to je v bistvu, treba je gledati na to kot eno tako lahko zelo uspešno industrijo, ne, pri kateri tudi ljudje, ki so sicer težko zaposljivi, dobijo lahko zaposlitev in niso socialni problem, ne, in ne večajo prekariata, ne. No, pa predvsem je neka podpora umetnosti in umetniškemu ustvarjanju, kar je plemeniti kjerokoli sredino. To pa sploh, ne, to je ta dodana vrednost, ampak če čistko racionalno gledamo, ne, če rečejo, kaj se splača ali pa kaj se ne splača, kultura se zelo splača, umetnost se zelo splača, iz več vidikov, ne samo finančnega, ne. Bi lahko za konec, Barbara, povedala, kaj bi ti recimo nekemu mlademu fotografu oziroma fotografinji, mladini, ki začenja to pot, kje bi bili te tvoje najbolj uporabni nasveti, da jih podkrepiš, podpreš, da zakorakajo pač po tej poti, po kateri so namenjeni. Kaj bi ti rekla mladi Barbari z tem znanjem, ki ga imaš ti zdaj, ne? To ne vem, kaj bi rekla mladi Barbari, rečem. Raj drugemu. Pač sem šla po tej poti, ki sem šla.
A veš, zelo odvisno je od tega, kaj najprej seveda je treba vedeti, kaj si ta dotični želi. Ne? A veš, konkretno, v katero smer, na kakšen način. Definitivno pa mislim, da nekdo, ki se loteva česarkoli v umetnosti, mora biti zelo dobro organiziran, ne? V smislu tega in profesionalen. Ne? Tako kot kako naj to zdaj rečem, da ne bo izgledal v smislu tega, da je, a veš, pomembno je, da ti si ustvarjalec in imaš seveda svoje neke specifike tudi glede, ne vem, delovnega ritma, časa, česarkoli. Ampak uspe tisti, ki se pa vseeno določenih zakonitosti posla, da rečem, drži. Ne? Sej galerist je lahko in mama in finančni svetovalec in pariatul in psihiater in psiholog. Ne vem, karkoli, ne? Ampak dejstvo pa je, da na koncu vseeno ti tisti umetnik si najbolj pomemben in tega se moraš zavedati, ne? Da moraš ti si glavni igralec. Sam veliko mladih ali pa vsaj na začetku poti vsakega od nas je ta stiska, kam sploh zakorakati. Tako neki notranje brbota, ampak ne vemo, kam zakorakati. Se spomnim stiske recimo, ko se je končala gimnazija, a bom zdaj res izbrala pravo fakulteto, ne, recimo. Tok na začetku smo. Ne, recimo, da pol tudi to ampak kakorkoli potem zakorakamo po eni poti, ampak tudi na njej je mnogo poti. Recimo, ko sem zakorakala na pot novinarjenja, je zopet tukaj časopisno, je televizijsko, bile so odprte poti v oba medija, je bilo treba se odločiti za enega. To pač so življenjske odločitve. Ampak križišč je non-stop, so ta križišča. Ne? In dejansko se mi zdi, da je najbolj, da sam sebe poslušaš, ne? Kam te pelje pot. Ne? Če boš nekaj delal samo zato, ker misliš, da je to zdaj modno, pa ker boš s tem, ne vem, kaj dosegel, pa najverjetneje v to ne boš dal svoje duše, kar pomeni, da si že malo manj. Ne? V bistvu so zdaj prišle na začetek, zato ker se mi zdi, da najlažje raziskujemo sami sebe takrat, ko si dopustimo svobodo, ne? Ko si drznemo dopustiti vso svobodo. Takrat najlažje raziskujemo, neobremenjeno in skozi to raziskovanje v bistvu šele odberemo tiste dele naše poti, ki se nam zdijo, da so pač resnično naša pot. Ne? Ja, in v bistvu je tako, da je pač nič ni brez dela. Ne? To je ogromno dela, tako kot vsako dejavnost na vsakem področju je pač treba vložiti veliko energije, veliko svojega časa, veliko dela. Ne? Ampak recimo, če jaz sebe pogledam, jaz sem si vedno želela to. Ne? In ko sem začela delati kot fotoreporterka, meni ni bilo težko cele sobote pa nedelje biti v temnici, pa po noč, pa ne vem, ves čas. Ne? Pa meni ni bilo za tega nič tako, če so moja, ne vem, prijatelji pa šli nekam, ne vem kam, vsak vikend. Saj sem šla tudi z njimi, ne? Pa tako sem imela tudi to socialno življenje izven fotografskih krogov. Ampak meni je pač to toliko pomenilo, da mi je bilo to najboljše. In tako kot, ne vem, nekomu, ki trenira, pa mu je šport, mu je tudi čisto vseeno, kaj se dogaja. Ne? In tako potem tudi ima okrog, ne? Druge stvari. Ima tudi rezultate. Ne? In tako je tukaj na tem področju je glih tako. Ne? Fotografija, najprej se moraš seveda naučiti obrti, ne? In potem pride ta nadgradnja. Ne moreš kar takoj začeti. Tako,
Jaz vedno rečem, tudi Picasso je najprej zelo znal narisati anatomijo človeškega telesa, preden je začel s kubizmom. Ne moreš začeti kar s kubizmom takoj. Ne. In ta pot je pač traja. Ne. Vse potrebuje svoj čas. In svojo veščino in brusenje in zato rečejo to, delo. Da je fotografija umetnost in obrt. Je. Ne. Ni samo obrt, pa ni samo umetnost. Pač vse moraš znati. Ne glede na to, da je tukaj nek aparat, ki kakor naredi vse, ne. Ti samo pritisneš. Ne. Daleč smo od tiste reklame. Ne. In tisti, ki misli, nekdo, ki ne vem, še vedno je dokaj zakoreninjeno to. Zdaj, če pa jaz vzamem svinčnika, pa moram nekaj narisati, to je pa zdaj nekaj, moram to znati, sem pa zdaj to nekaj več, če pa ali pa čopič, ali pa ne vem, nekaj tako, kot seveda ni vsakmu dano. Pri fotografiji je pa zaradi te tehnične zmožnosti vedno večje, na prvi hip seveda bolj dosegljiv nek dober, lep rezultat. In potem ljudje rečejo, saj jaz pa to znam. Pa ni čisto tako. Zato, ker potem pač zelo hitro vidijo, da ne znajo, da se jim je samo posrečilo. Barbara, hvala za ta pogovor. Imam še ogromno nekih vprašanj, ki mi zdaj vrvijo po glavi. Recimo od tega, kako je, če si obkrožen z tolikimi pravniki, ne samo z možem, tudi hčerka. A ti začnem naštevati? Ja. Moj dedek je bil pravnik po mamini strani. Njegova mislim, da 2 brata. Potem moj brat, moj mož, njegov oče, brat mojega moža, njun dedek, moja hčerka, moja nečakinja, tudi sta že obe odvetnici, moja hči je tudi vse 10 dobila na pravosodnem izpitu. Potem nismo še končali, od mojega bratranca žena in sin sta pravnika. Upam, da koga nisem pozabila. So to neki posebni možgani? Ne vem, jaz jih nimam. Ampak mislim, da pač da imajo oni pač v enem delu neke druge možgane, zahtevajo neke druge spretnosti. Mislim, tako za vsako stvar. Tako da, mislim, jaz sem zelo daleč od tega pravniškega pogleda na življenje. Sem se pa kar nekaj naučila v teh letih. Tudi od njih. Tudi od njih in mi je seveda koristilo zelo. Tako da, ampak spet, če nisi za to, pa je boljše, da greš kaj drugega delati. Tako kot za vsako. Moraš najti tisto, za kar si. Oziroma, če si za to, uživaš v tem, da rešuješ te puzzle, te skrivnostne poti, ki jih moraš razpreti, zato da prideš do tistega cilja, ki ga oni imajo. Je zelo zanimivo delo, zelo naporno delo, kar nekdo, ki se obregne samo ob odvetniško plačo, pa niso vse plače, tudi ne odvetniške, visoke, ampak nekdo, ki tako pavšalno gleda, kot smo prej na začetku menjali, pač vidi samo dober avto, te statusne simbole, ne vidi pa tega, da delajo cele dneve, da so dežurni po noči, da so vedno na voljo, kadar je pač potrebno. Vidijo samo tisto plat, ne vidijo tega, ne vem, recimo se tudi moj tast je v knjigi napisal, kako je on začel, v bistvu je v Trebnjem najel eno sobo nad gostilno, se vozil iz Grosuplja
utrebne vsak dan ali pač na uradne ure, sedel sam, pa ni nobenega bilo, ne? Nikogar, večkrat. Pa so pa počasi začeli prihajati. Ne? Ampak hočem reči, tistega ne vidijo, ne? Zdaj pa od tega že več kot 50 let in seveda, da, ne, hvala Bogu, je velik napredek od takrat, ne? Ampak se je obrestovalo to. Ne? Nekdo pa misli, da bo kar takoj odprl, pa bo kar imel že vse narejen. In bo mošnjiček odprl in bo v njega letela. Ja, ne. Ne. Ja. Pa tudi osveževati rabijo svoje znanje, ne. Zakoni se spreminjajo vse tako, da je verjetno tako za njih kot za medicino to nek neprestani pogon novega in novega in novega. Ne. Če ne, pač nisi konkurenčen, ne moreš biti dober. Ne. Ja. Še to, Barbara, kako si ti prišla do fotografije, glede na to, da si študirala španščino pa etnologijo? Tako, pač mnogo prej sem prišla do fotografije. No, sej, neka ljubezen, ki se je bila ves čas, ne vem, res pojma nimam zakaj. Iz fotografov, pa moj dedek po mamini strani je bil amaterski fotograf, ne? Ampak zdaj, ne vem, jaz sem nažalost umrl, ko sem bila še zelo majhna, mislim 6-7 let sem bila stara, tako da se ga ne spomnim, da bi me on zdaj okužil s fotografijo. Ne? Nekako je bilo v meni, je pa res zanimivo gledati njegove albume, kjer ima napisan, mislim, sliko je mojo babico pa otroke, pa ima odspod napisan, kjera blenda, pa čas, pa tako. Ne? To so v bistvu družinski albumi, pa si je to pisal. Ne? Potem je pa vsekakor prvi tak, ki se spomnim, da me je to spodbudil in okužil, da rečem, je, kaj moj brat, 6 let starejši, se ukvarjal s fotografijo in je v domači kopalnici, tako zelo tipičen začetek, pač naredil temnico in razvil, ne, in izgleda, da je tista iskrica takrat preskočila tam magičnost tega, kar naenkrat na belem papirju, pa se nekaj pokaže, ne. Tako pa sem pa v srednji šoli smo imeli nek krožek na Poljanah fotografskega in nekaj časa Milo Šekar vodil. Tako, ne, z nekim Vera 2 mi je oče posodil, ki je imel Carl Zeiss objektiv, ker nisem takrat pojma imela, kaj to pomeni. Vse je šlo na neko daljavo, sem si morala, mislim to, da si moraš v bistvu, da je bilo vse manualno, ne, si dejansko izostril si te čute, ne. Točno sem vedela, recimo, koliko je blenda pri kakšnem vremenu, ne, koliko je razdalja, ne, ker sem morala vse to sama narediti, ne, ni mi aparat to povedal, ne, tako da tako, pol je bilo pa že, pa sem šla pa prostovoljno na te, kaj smo imeli v srednji šoli, prakso, ne, pa sem šla, prvi letnik smo morali iti v Rog, ne, delati, da smo videli, kako je to, če si delaš z trakom. Drugi let sem bila, ne vem, v knjižnici Otona Župančiča, ki mi je bila tudi zanimiva izkušnja. Pa si lahko nekako zbiral, ne vem, kako je bilo, no, pa sem šla na Delo, ker je bil moj oče urednik, lektor na Delu, pa sem šla k fotoreporterjem Joca Žnidaršiča, ne, so me vzeli medse in oni so bili v bistvu moji prvi učitelji, ne, in tako, pa sem še za počitnice šla, ne, takrat sem delala prakso in pa sem šla takoj za počitnice tudi delati k njim, ne, ker mi je bilo to v veliko veselje, ne, tako. Pa sem pa na prvem letniku fakultete pa fotografirala neke demonstracije, pa sem jih nesla na Mladino, pa ti sicer niso objavili, ker ni bilo aktualno več, ampak so me pa poklicali za naprej, ne, tako. In pol se je zgodba začela. Točno tako, ja. No, in pripeljala do galerije. Tako da, Barbara, hvala ti za vse to, kar si podelila danes. Hvala tebi za vabilo. Da upam, da je marsikoga opogumil ali pa navdihnil.
ker je lepo ustvarjati in želim vsem, no, da mladim fotografom predvsem ne, da najdejo te svoje poti, res svojo pot, svojo vizijo, svojo svobodo, da jo skreirajo, da pogumno stopijo na pot in da ne pozabijo na to, da karkoli je kdorkoli dosegel, da je za tem neko trdo delo in veliko odpovedi, tudi veliko žrtvovanja, veliko lahko neprespanih noči. To se pravi, ne se biti tudi tega dela. Ampak če delaš tisto, kar želiš, delo sploh ni več delo, zato ker pač delaš tisto, kar želiš, ne? In se to ravno nekako razblini. Ja, to je res. Je pa tudi res, da je fotografija tudi en zelo lep hobi in poznam veliko ljudi, ki delajo, so zelo uspešni v svojih nekih drugih poklicih in imajo za svoj ventil in neko, kako se reče, sproščanje. Tako, sproščanje, pomagaj mi, fotografijo. In so zelo dobri v tem, ne. Tako da to je res vsestransko in za vse življenje. Tako da hvala lepa. Hvala te.